Lepo pozdravljene. Nikamoli nas je ponavadi bila redno gužva, ampak žal ukrepi, ki so takšni, kot so, in upam, da se do naslednjega srečanja več ljudi uredilo papirologijo, ko bi tako prav, ko se lahko tu srečali, tako kot to vščemo, vsi skupaj. Ob nedeljah se pogočavljamo o ljudeh, kateri so se srečali z Jezusom. In verjamem, da so vsa ta srečanja o ljudi, kateri smo omenili, na njih napravili ogroben vtis in da so se mnogi spreobrnili, ko bi pravili, drugi so gradili drugačni. Nekateri so dosegli tiste cilje, ki štere so imeli. Znamo, kaj je stotni prišel za dejte, prosi in tako daleč. Ampak zanimivo pa je, da je dosta ljudi v tistem času poslušalo Jezusa, ga videlo z njim, udilo z njim, imelo stike. Vse, ko se zna zgoditi, ampak si je to vse skupaj nikaj ne dotaknilo. Rejsan, bar razmišljate malo, zanimivo je to. In tu gnezden je nikaj ne noček. Ljudje čujejo Jezusa, znajo marsikaj o Jezusa, doživejo marsikaj od Gospoda, donucajo kaj. Te prosijo za molitev, no se molimo za njih, tudi doživejo ozdravljenje, ampak za eno malo nič od tega vsega, ne. In jaz bi rad, da danes pogledamo enega človeka, kateri je pa se srečal z Jezusom po Jezusovi smrti. Znate, mi včimo in znamo, da Jezus včeraj, danes in na veke iste. On je mrl, on je živo, je mrl, gorstono, še danes ne živi. In guče bi rad od Pavla, Savela. In poznal mi vsi lepo njegovo zgodbo, kako se je on srečal za Jezusom, da je bil na poti v Damaske, ampak jaz ne bi tisti del zgodbe štel, kako je opisano to, ampak njegovo pričevanje, šterega je on dal pred kralji, da so ga tožili, da on dela na volo rabuko, da kolesare po jeruzalemskih ulicah bi gnezdi in to tako pravili. Ne, ampak on je prišel pred kralja in obtožili so ga na česar, kar je sploh ne napravo, ker nikaj ne bil kriv dobesedno. Ampak ne je ugajal njihovim predpisom, ki so jih dali v. In v 26. poglavju apostolskih del, Žano, prosti, ko sem te prej teksta najdal, od 12. vrstice naprej, on tako pravi, z njega besedami začem. S takšnim namenom sem pooblastilo velikih duhovnikov in z njihovim dovoljenjem potoval tudi v Damask. Na poti tja sem opoldne zagledal luč. O kralj, oči kralje, spomnim se, svetlejšo od sončne svetlobe, ki je z neba posijala čez me in čez moje sopotnike. Vsi smo popadali na tla in zaslišal sem glas, ki je me v hebrejskem jeziku govoril. Savel, Savel, zakaj me preganjaš? Težko ti je, da se upreš ustonom. Vprašal sem, kdo si Gospod? Gospod pa je rekel, jaz sem Jezus, ki ga ti preganjaš. Zdaj pa vstani in postavi se na noge. Zato sem se ti prikazal, da bi te izvolil za svojega služabnika in za pričo tega, kar si videl in kar ti bom še pokazal. Zato te bom rešil iz rok tvojega ljudstva in iz rok poganov, katerim te pošiljam, da jim odpreš oči in da bi se odvrnili od teme k luči in od satve oblasti k Bogu in da bi po veri vame prijeli odpuščanje grehov in delež med posvečenimi. Zato, kralj Agripa, nisem bil neposlušen, nebeški prikazni, ampak sem najprej v Damasku in Jeruzalemu in po vsej Judeji, nato pa med pogani oznanjal, naj se spreobrnejo k Bogu in naj opravljajo dela, ki so vredna spreobrnenja. Zato so me Judje v templju in me poskušali umoriti. Toda vse do danes mi je Bog pomagal, zato stojim zdaj tukaj, da pričujem malim in velikim.
Nič drugega ne govorim, kakor to, kar se je moralo zgoditi po besedi prerokov in Mojzesu, da mora Mesija trpeti in da bo kot prvi, ki je vstal od mrtvih, naznanil luč judovskemu ljudstvu in poganom. Gospod, hvala ti je, da si ti isti, da se ti ne spreminjaš in Gospod, dragi, hvala ti je za naše prednike, ki so oznanili non tvojo besedo. In Gospod, dragi, daj naj to ne zamarimo, ampak jo širimo naprej. Gospod, prosim te, resnično odpri naša srca, kam bomo razumeli. Amen. Do se srečaš z Jezusom, te postane tvoje življenje drugačno. Nekaj se mora spremeniti. Tvoje besede in tvoja dejanja postajajo, Pavel pravi tu, spreobrnenja vredna. Mi moramo znati, što je bil Savel. On je bil pismuk, bil je prepričan farizej, trden, bil je rimski poveljnik, vdane, poslušen svoje vlade, bil je ugleden mož. In on je delal vse, ko njim bi bilo zapovedano in kot zgleda, je pri vsem tem užival. Ker je znal, bil je prepričan, da to, ko dela, je prav. Ko more kristjane preganjati, jih dati obsojati, jih dati ubijati, on je bil prepričan v to. Ampak, da se on srečal z Jezusom, je bil pripravljen za se obvestiti vse, ko je do zdaj bilo. Ves ugled, ves svoj položaj. Poleg tega pa je še znal nekaj drugega. Da je on zdaj prišel na mesto tistih, ki jih je on preganjal. Zavedal se je tega, ko njemi sledi. Kajti on s tem postaja kristjan. V rimskem kraljestvu v tistem času za sovražne ljudi. In to se tudi večkrat zgodilo. Da štejmo Pavlovo pismo, da štejmo njegovo življenje, vidimo, kajkrat je bil pretepene, zaprete, kajkrat je bil vrženi v jamo, v temnico, ampak nič toga je ne udržalo od tega, ko bi služil Gospodi. To je bil. Na kakšenkoli mesti se je znašel, to je bil. In ker je pa on bil zelo intelektualen človek, je pa tudi znal besede pravilno uporabljati. To je trbelo. Da so njega tožili, sodili, je točno znal, ko mora napraviti. In on je točno znal, čiščenje s Jezusa, čiščenje nauk o krščanstvi, razširiti med pogane, moram priti v jedro, moram priti v Rim. In što je v Rime cesar? Po rimskom pravi se vsak Rimljan imel pravico pred cesarjem zagovarjati, če je to tudi zahteval. In to se je tudi zgodilo. In osrednja tema, ko bi jaz, šterega bi rad pogledal, ali tekst, je na taboru rengerskem smo imeli en del tega. In to je meni takrat tako spregovorilo in sem se odločil, da to potovanje njegovo v Rim skupaj preštejmo in pogledamo, kako ima teksta zgodbo. Na prvi pogled lepo opisano potovanje, ampak kako ima to za današnji čas nam povedati. Jaz je prosil Suzo, ko nam preštej, sile, ko spremljamo apostolska dela 27 žan, tu je potovanje v Rim opisano. Kako so one pljule z ladjo, poslušamo in te kasneje moges par vrstic izvlečkov od tega pravo. Pluli smo
Začel je pihljati rahel južni veter. Mislili so že, da se jim je načrt posrečil. Dvignili so sidra in pluli naprej blizu obale Krete. Toda kmalu je od otoka planil orkanski veter, ki se imenuje Ever-Kilon. Potegnil je ladjo s seboj, da ni mogla več držati smeri, in predali smo se vetru, kamor nas je nosil. Neslo nas je mimo otočka, ki se imenuje Kauda. Tam smo s skrajnimi napori komaj obvladovali premožni čoln. Mornarji so ga dvignili, nato so ladjo zavarovali tako, da so jo vso obvasali z vrvmi, ker so se bali, da jih bo zaneslo v Sirto. So spustili zavorno sidro in se potem vzeli naprej. Ker nas je vihar silovito premetaval, so naslednji dan mornarji začeli z ladjo odmetavati tobor. Tretji dan pa so s kropa lastnoročno odvrgli ladijsko opremo. Več dni ni bilo videti ne sonca, ne zvezd, biljen ulje, ni polje. In tako smo izgubljali vsakošnjo upanje na rešitev. Že dolgo nam nobena jed ni več strpila. Tedaj je Pavel stopil med ljudi in jim rekel: morali bi me poslušati in se ne bi smeli oddaljiti od Krete. Tako bi si bili prihranili to nezgodo in škodo. A zdaj vas spodbujam, bodite pogumni. Nobeden izmed vas ne bo izgubil življenja, samo ladja bo šla v izgubo. Zakaj nocoj je stopil k meni angel Boga, ki mu pripadajo in služim, in je rekel: ne boj se, Pavel, pred cesarja moraš stopiti in jej, Bog ti poklanja življenje vseh, ki so s tabo na ladji. Zato bodite pogumni možni. Zaupam v Boga, da bo tako, kakor mi je bilo rečeno. Mora nas zanesti na kak otok. Bila je že 14. noč, odkar nas je premetavalo po Alpi. Okrog polnoči se je mornarjem zazdelo, da se bliža kotlina. Spustili so Brezilo in namuli 20 stežnjev. Nato so se pomaknili malo naprej. Znovič spustili Brezilo in namerili 15 stežnjev. Bali so se, da ne bi zadeli od kak ostre drevene, zato so s krme vrgli 4 sidra in željno čakali, da bi se zdanilo. Mornarji so nato poskušali pobegniti z ladje, spustili so v morje premožni čoln s pretvezo, da nameravajo vleči sidra tudi s Krete. Tedaj je Pavel rekel skotniku in vojakom: če ti ne ostanejo na krovu, za vas ni več rešitve. Zato so vojaki posekali vrvi premožnega čolna in pustili, da kaj odnese. Preden se je začelo daniti, je Pavel vsem prigovarjal, naj kaj zauživajo. Govoril je: danes je že 14. dan, odkar čakate brez jedi in se ne dotaknete hrane. Zato vas prosim, zaužijte kaj. To je vaša rešitev. Nikomur od vas ne bo niti las izgubil, ne bo niti las izgubil zgrade. Po teh besedah je se obličil vseh zahvalil Bogu, ga razlomil in začel jesti. Vsem se je vrnil pogum, tako da so tudi sami se pripravljali. Na ladji nas je bilo vsega skupaj 276. Ko so se vsi tam najedli, so začeli metati žito v morje, da je bila ladja lažja. Ko se je zdanilo, niso prepoznali kotlino. Zagledali so zaliv z nizkim obrežjem, preudarjali so, ali bi mogli ladjo spraviti tja. Na obeh straneh so odvezali sidra in jih pustili v morju. Hkrati so zrahljali brvi prelili ter razpeli prednji jadro in se z vetrom, ki je pihal, usmerili proti obrežju. Toda naleteli so na bregen, tako da je ladja nasedla. Premec se je zavozil in se ni več premaknil. Krma pa se je pod silo valov začela lomiti. Vojaki so sklenili letnike pobiti, da ne bi kateri odplaval proč in pobegnil. Stotnik pa je hotel rešiti Pavla, zato jim je preprečil njihov naprej. Ukazal je, naj se najprej poženejo v vode vsi in znajo plavati in odidejo na suho. Drugi pa naj odrinejo na deskah ali na ladijskih razbitinah, in tako se je zgodilo, da so se vsi rešili na pot. To je ena zgodba, katero dobro poznamo, dostakrat smo čuli, da to Štenselsko se spomnim, tiste slike iz te stare Biblije rdeče z slikami, če se spomnite,
kako notri, kako povelj, vena, kopno plava. In zanimivo je, dosta stvari v tom tekstu ne razumemo, ker smo mi z ladjami gor zrasli, ko pomeni sidro, krmilo, to za globino mere te vrvi, pomožne čovne, ok, to nekaj malo znamo. Ampak, to se malo v tej tekst poglobimo. Jaz bi rad par stvari izvzel z tega teksta. Tu štejmo, da so oni v bistvu bili, vidimo tudi, Pavel je bil ujetnik in to se je dogajalo ti za ten, da se, kako smo prej šteli, kad se je zagovarjal pred kraljem, bil je ujetnik in so skupaj z ujetnike poslali v Rim za drugimi potniki. To je bilo takšno normalno potovanje. In da so šli na pot, že takoj njih je začel veter nagajati. Pavel je znal in vsi ostali, mi moramo v Rim. Naše življenje je dosta krat takšno, mi imamo cilje v svojem življenju zastavljene, postavljene, ko s čemu prite in vse skoro ne ide tako gladko. Dosta krat se nam zgodi tako knjin, da jim začne vremen nagajati. Dole piše, kaj je pot gratale, če duže bole navorna. Tudi mi, če današnji čas zdaj gledamo, če dule bolje smo v negotovosti, če duže bolje spet se zaostrujejo stvari navorno, gračuje, kljub teme pa vse znamo, da Gospod ima vse stvari pod nadzorom. Vidimo, da prihajajo zadnje čase in znamo, ko nas čaka. Zato moramo biti pripravljeni. In če duže de iše, to mnogi pravijo in to dejansko tudi je. In te naenkrat smo šteli, da pa je začel pihljati rahel južni veter in že so mislili, da se je posrečilo. Tok tudi mi, da bomo zdaj omenjali to našo ljubo korono, vidite, zdaj smo spomladi, skoro zdale korono, pa je prišlo v cepivo, ste si mislite, kada sem ga sem pa tako zaostrovalo? Malo štoj, ne? Mimo je, rahel vetrič je prepijal, najviše smo skoro zdale, zdaj je še šlo na bokše, ampak tudi za duhovno področje. Včasih, da smo v stiske, v problemaj in enkrat doživimo takšen en blagi, en dober blagoslov, ko je dobrega spodbudnega čujemo, to je kot en prijeten vetrič na našo dušo. Ali pa idemo skozi eno težavo, bolezen, skozi znamo to nam takrat prijetno daje in čutimo, super je, to najviše je mimo, zdaj da samo še ne bo še šlo. Ampak znate, da nam je tak, ko nam dobro ide, ko naše zavipanje Gospodi raste, takrat naš neprijatelj hudič še bolje vdare. In plani je orkanski veter, kar na dno smo prešteli. Potegnil je lado seboj, da ni mogla več držati smeri in predali smo se vetru, kamor je nosil. Draga cerkev, včasih je to, mi znamo, ko je naš Gospod, gospodar in Bog vsega. Peter je znal, ko more v Rim, mi znamo, ko mu nas naša pot pela, ampak včasih je to, da nemamo stvari pod kontrolom, je ne moremo imeti. Mi leko načrtujemo, mi leko premlevamo, kako bode, ampak okoliščine, za šterimi se srečajo, gratajo drugačne, nas veter enostavno odpela, nas stiska. Mogoče tako mu ne bi smeli iti. In isto ga spet ona veže na to korono. Stvar je ne več pod našim nadzorom. Vlada, vsi so mislili, to bode zdaj mimo vsega tega, ampak ne. To je spet plan na nas, kot ti orkanski veter in nas pela mogoče stvari, ko mi ne bi ščeli. Na nas pa je, da zavipamo Gospodi, ko se molimo, da upoštevamo, ko napravimo vse, ko je v naši moči, da bi se to ublažilo, da upoštevamo navodila in pravila vlade, štere dobivamo in čista knika nam ne pomaga, če mu se v ton postavljali proti, če mu šteli svojo glavo trmasto krmariti proti, se zanikati, ker v tom trenutku smo absolutno nemočni. Pavel je znal, on ima en cilj, on šče in more priti v Rim. Znal je, ker je ta prišel.
zato je zavil po Gospode, da je Gospod pripeljal tudi do cilja. In mornarji v tistem času, ki so pa bili izkušeni, pa so znali, da v nevihtaj je vsako breme odvečno. Oni so začeli dojemetati tovor, vse, ko je bilo gor. Ladje tistega časa, ki so plule, so ne bile samo potniške, ampak so se vozili tudi od pšenice do soli, ko je pot se tržilo, vse pa tako transportno podjetje danes. In to je tisto čas tudi to bilo. In najbolj važno pa je življenje, da se reši. Ne? Zato so odločili. Tovor, ki je odvečen, šteren našim življenjem škode, ga odvržimo kroj. In to piše. Tretji dan pa so skrova lastno vrli ladijsko opremo. In včasih je v naše življenje to, kako tudi pravi. Več dni ne je bilo videti, ne sunca, ne zvezd. Divje na ure ni ponjenjalo. In tako smo izgubljali vsakršno upanje za rešitev. Dostakrat se najdemo v takšnem času, da ne vidimo ne sunca, da ne vidimo ne zvezd. Zdaj, da prije spet te jesenski čas, to mrzlo grata, do grata megla, ki so zamorjeno, da ne vidiš, kako pravijo, prste pred rokav. Kako ljudi v tom času dobi probleme, gratajo frustrirane, zagrenjene, brez vipanja. Ampak kljub vseme teme obstaja še večja nevarnost za naše življenja. In sicer to so bremena, štere mi nosimo za sebe, štere treba iza naših ladij, če je naše teles življenja primerjen za ladjo. Bremena, ki jih moramo odvrčiti. Pa to ne mislim samo na mogoče na greh, ampak stvari, ki nas pelajo kraj od Gospoda, stvari, ki jih vlečemo sejov, ki nas zavirajo, da ne moremo naprej, stvari, ki nas klačijo doj, namesto, da bi nas vzdignile, in na nas je, ko se odločimo, ko bomo, ali se držali teh dragih stvari, ki so nam zadužene, ali ki jih imamo, ki so nam tokle blene, gratale, in s tem spravimo svoje lastno življenje v nevarnost, ali pa povemo, jaz se rajše vržem to doj, ker me to obrenza, ker me to zadržuje in ide naprej, ker me to hitreje naprej prišel, bolje varno naprej prišel. In odločitev je na nas. Krmarje, oziroma tisti ljudje, to na ladje, so odvrgli, ker so znali, na nas je življenje odlično. Če nemo to vrgli, da se verjetno ladja z tem in z nami potopila. In v cej tisto na voli Pavel stane gor pa pravi, mogli bi me poslušati, možje, in mi ne bi smeli iti dole od Krete. Tok ne bi prišli v to nezgodo, ne bi utrpeli te škode. Mi kot kristjane dostakrat se delamo, ne vem, kako bi naj to zdaj formuliral, sveto ponižne. Če sem to dobro pravil, ne vem. Dostakrat imamo kaj zapovedati, tudi kakšno ostro besedo, zagrajo komu drugome, ampak ne, ker smo tako ponižni, rajši nemo nika pravo, kot da si drugi mislijo. Ampak Pavel je tu jasno gor stopil, pa prav stopil je znal, kaj ima prav. Mi bi mogli tomu ostati. To, ko smo šli dole, je bila napaka. Ker smo zdaj v veliko nevarnosti. On je tako pravo. Ampak te dole čase pravi, ker je imel tudi pozitivno sporočilo za njih. In pravi, ampak zdaj vas podbujam. Bojte pogudni. Nišče izmed nas se ne de izgubo. Kajti nocoj je prišel k mene angel in mi je, šteri mi ga služi in pripadne, pravi, ne boj se, Pavel, pred cesarjem mora stopiti in glej, Bog ti poklanja življenje vseh, ki so s tabo na ladji. Zato bojte pogumni, možje. Zaupam Boga, da bo tako, kakor mi je bilo rečeno. Dragi, naš Bog ima nadzor na situacijo, v kateri se ti seges nahajam. Tudi če okoli tebe se zdi nemogoče, nenormalno, ampak Bog ima nadzor. Zato nas tudi spodbuja. Zato je to prav, zdaj pa vi bodite pogumni.
ne obupajte, zavipajte Gospodi. On je pravil, da nas spelo do cilja in da nišče izmed nas se ne de tu potopil, zgubil. In prišlo do situacije v tej zgodbi, da so pripluli že nekaj malo bliže, da so slutili, da kopno nekje je, da so mornarje ščeli vujte. Ladja, da se potopila, ker je bilo v povedi povedano, kar ljudje ne do preživeli, ampak ladja, da se potopila, ampak mornarji so verjetno to znali. Če se ladja potopi na odprete v morje, nam Pavel ti le učiš, ko ščeš, te nas tu več ne da. In tu piše, da so oni ščili na to pomožni čum, pa zbrisate. In te Pavel, da to vidi, pa pravi, če ti ne ostane na krovu, za vas ni več rešitve. Zelo hude, zelo stroge. In zgleda, da so te ljudje, tudi te mornarje, Pavle zavipali. Kajti vrnili so se nazaj na ladjo in ostali ton, čavn so popustili, noj odpluje. In dragi moji, ko nam pravi ta vrstica, mogoče to za nekatere zveni nerazumljivo, ampak Bog se je odločil, da je deloval prek posameznikov, ki so del cerkve. Jaz čem to resno povdariti, biti del skupnosti ljudi, biti del cerkve je za nas zelo, zelo pomembno. In če se obšlo misli, v glavno, kak jaz imam mojega, za namerno povem, mojega Jezusa, je meni to zadosta. Ampak tok ti duhovno ne boš preživel. Jezus, to je Božja zamisel. Cerkev je Božja zamisel. To, da se mi v cerkvi zberemo in pridemo skupaj, je Božja zamisel. On šče, da naj mi skupno služimo njemu. Tudi kasneje, ne bomo se zdaj v to vtiko, on prije po svojo cerkev. In leko bi dole šli. In nekoga jaz eno stvar na razmer, zdaj pa se na to ljubo korono, čeprav me stvari ta cela diskusija že, ampak pa se na to navežem. Mi moramo zdaj izpolnjevati te ljube PCT pogoje. In jaz ne razumem ljudi, ki pripravijo na mesto, ko bi ga šel se testirati ali cepiti, rajši nimo šel v cerkev. Dragi, to je zelo navorno mišljenje. Resno zelo navorno mišljenje, ki ga hudič tiska v nas. In bolje kot je navorna korona ali ko je prišlo med nas, je to, da nas korona razdvaja, nas loči. Bolje kot som betek je to. Sami opazamo to, da te čas, da smo ne imeli bogosluži, smo se gratali tuje. Kljub teme, ko se zelo dobro poznamo, pa živimo v navesi, samega zna, ampak kot cerkev smo odišli na razen. Zato napravimo vse, ko je v naši moči, da imamo skupnost z našim Gospodom. Cerkev ti pomaga, da duhovno preživeš. Naprej vidimo, in to piše, danes je že 14. dan, odkar čakate brez jedi in se ne dotaknete hrane. To potovanje ne je bilo gnez vitro, malo samo. To je trajalo mesece. Vi vidimo, da so uniskali pristanišče, ki bi prezimili. Se pravi, nekaj mesecev bi to ostalo. To je trajalo. In ti so zdaj bili v to neurje 14 dni že brez hrane. In tu je Pavel pravi, zato vas prošim, zaužite kaj. To je vaša rešitev. Nikomor od vas se ne bo niti las izgubil za glave. Po teh besedah je vzel kruh, se vpričal vseh zahvali Bogu, ga razlomil in začel jesti. In vsem se je vrnil pogum, tako da so tudi sami segli po hrano. Za svoje preživetje, dragi mi, nič samo duhovno hrano in nič samo telesno hrano. Tako gnez, da prijemo domov z cerkve, bomo šli na obed. Ne? Bomo se tudi telesno nahranili. In Pavel je znal, ker njim je Gospod pravil, da se ladja potopila. In Pavel je zelo jasno znal, da če ti plovaš, po 14 dni si nikaj ne džo,
da te to bolj žmetno to, ampak ničaš tudi telesno moč. To je čisto razumljivo dejanje, što je povelj tu, za ko še ste povedati. Mi smo v čase, da nam Biblija pravi, da moramo razpoznavati čase, v katerih živimo. In povelj je zelo jasno tu razpoznal, v kratkom, da se pa zgodilo to, da se pogubila ladja. Zato prosim, zemte, ojačajte se, bojte trdni, plovajte, dajte, ne berite si svoje moči. In da je prišlo tako daleč, da so zadele in se ladja začne vtapljati, vojaki so šteli ujetnike pobite, to zaradi tega, ker po rimskom pravi, če ti je ujetnik vujšel, se ti tudi bil obsojen na smrt, s tem bi pa je bilo to višja sila, bi pravili gnezden. Ampak ne, nišče nikomu nikaj ne napravil. Ladja je se raztreščila in ukazal je, naj se najprej poženejo vode in vidimo, da je povelj prevzel poveljstvo. Gospod zavipa tistim, štere se njega bojijo, štere njega poslušajo. Ukazal je, naj se najprej poženejo v vodo vsi, ki znajo plavati in odidejo na suho. Drugi pa naj odrinejo na deskah ali na ladijskih razbitinah. Draga cerkev, pozivam vse nas, ko se v časih, v štere se nahajamo, navčimo plavati. Duhovno gledano mislim, da znamo o svojih sposobnostih, o svoje moči. Naša deca, da hodijo na plavalni tečaj, dobijo najprej konjiček, najprej dobijo morske konjičke. Za koje morske konjičke? Ker konjičke sem pod vodo plavajo. Malo za hec. In te kasneje delfinčke, pa različne stopnje, ampak tudi mi moramo znati sposobnost svojo, kako močni smo, duhovnost, izgradimo se. In vsi drugi, dragi moji, ki mogoče smo nesposobni ali smo neprepričani v svoje sposobnosti plavanja, oklepajmo se lesa. Oklepajmo se tistega lesa, ki plava na vodeji tega življenja. In da to parafraziram, to besedo les, oklepajmo se, dragi, lesa, na štero je naš Gospod trpel. Oklepajmo se križa, držimo se, kajti z njim priplavljamo na sigurno obalo. Ne pusti, da bi te kakole, tudi če boš, misliš, ka znaš plavati in te popustijo tvoje moči, duhovne moči, zgrobi se za tej les, drži se križa, ne pusti se, ker ti prej ali slej vsaki folt lesa vrže na obalo. In čemu se držali križa, prej ali slej bomo prišli do cilja, šterega nam Gospod je pripravil in obečal. Ne dajmo se, da bi nas kojkoli ločilo od te Kristusove ljubezni, ki ga je peljala na te folat lesa. Da uporabljam to besedo. Mi poznamo zgodbo, ki se je nadaljevala. Potem čisto vsi, kako so prešteli 270 ljudi, ali kako je bilo na ladji, so prešteli, vsi so se rešili. In prispeli so na Malte. Valete sem ga že bil, ne vem, če v kraji Valeta ali ništa ne so hodili na misijsko potovanje na Balto. Na to tudi dan danes še mnogo beguncov pristaja in drugih otokih. In do te teksta oštejmo, se mogoče leko malo poistovetimo za tem begunci, ki potujejo v nekših gumenih čavnih iz Afrike v upanji, da bo Bog šel budočnost in tudi mnogo mer na tem. Ampak to vidimo, da so pristali na Malti, da samo ne smo šteli, ampak to znamo, da je bilo mrzlo, so zakrli ogenj, da bi se pogreli. In Pavel vzeme tisto drače, da se napiše veje in naenkrat se na njegovo roke obesla gorkoča, ga je piknila in so ljudje iz časa pravili, oj, te je pa višno morilec. Preživo je brodolom, ampak Bog jim je najprej zanesel. Zdaj je koča piknila, da mogo tu mrejte.
In opazujejo, čakajo, ko se zgodi, ko se pod tistimi zgodi, ki jih koča pikne, ampak nič ne je bilo. In kar naenkrat so ljudje spremenili mišljenje, pa pravijo, to je Bog. Dobesedno to piše. Kako hitro ljudje spremenimo mnenje. In piše tudi, da je Pavel ostal na ton. Dobro so skrbeli za njega. In kaj je delo? Odo je, včil je, ozdravili je betežne. In bili so kar nekaj časa ton. Ljudje so k njemu prihajali in dogajali so se znamenje in čudeža. In Gospod nam pomaga, da bomo tudi mi trdni v našem Gospodu. Kakšne valove do udarila na čovno ali barko našega življenja, ne bojmo se. Bojmo pogumni. Zaupajmo Gospodu, ki nas pelja do sigurnega cilja. In zaključil bi z eno vrstico iz Marka 16, od 14. vrstice naprej. Da Jezus Gostonom, ti to piše, Marko 16, 14 dole. Še pozneje se je prikazal enajsterim, ki so bili pri mizi. Grajal je njihovo nevero in trdosorčnost, ker niso verjeli tistim, ki so ga videli obujenega. Začetki sem začel učiti s tem, da so ljudje z Jezusom hodili, pa so jim ne verovali. Tu vidimo, da so njegovi najbližnji celo začeli dvomiti v njega. In te pravi to zapoved. Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij po vsemu stvarstvu. Kdor bo sprejel vero in bo kršen, bo rešen. Kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen. Tiste pa, ki bodo sprejeli vero, bodo spremljali ta znamenja. V mojem imenu bodo izganjali demone, govorili nove jezike, za rokami dvigali kače in če bodo kaj strupenega izpili, jim ne bo škodovalo. Na bolnike bodo polagali roke in ti bo ozdravili. Tej tekst sem zdaj namerno vezil zaradi tega, ker opisuje točno Pavlovo dejanje. Celo koča je odnotraj opisana, da vzemeš celo strup, ki jo je dobo prej v koče, je omenjen noter, jim je ne škodoval. To je človek, ki je bil pripravljen, ki se je srečal z Jezusom in je bil pripravljen pestiti vse, kar je bilo do takrat in postati nekaj popolnoma drugega. In to so mi izvane. Srečanje z Jezusom mora spremeniti naša življenja. In potem do nas spremljajo ta znamenja, da bomo v njegovo imeni izganjali demone, govorili nove jezike, z rokami dvigali koče, če bomo kaj strupenega spili, ali če bomo kaj strupenega vcepili, ne bi pa jako moderno pravljeno, v tom času, kako ništa ne pravijo, no ne reškodilo, s to, ker služimo vsemogočime Gospode. Naj bude on proslavljene v naših življenjih in naše srečanje z njim bude živo. Amen.